Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je z nami tajnik Čebelarskega društva Ormož Slavko Petek, tako ga bomo spoznali tudi v drugi vlogi. Zadnje čase, zadnjih nekaj mesecev, se namreč ukvarja z zgodovino čebelarstva in mislim, da je to dovolj zanimiva tema, da ga torej postavimo na naš vroč stol in da nam pove, kakšni so pravzaprav izsledki. Lepo pozdravljeni, gospod Petek. Ja, lep pozdrav vsem gledalcem kabelske televizije Ormož. No, recimo, ko se sliši beseda Slavko Petek, pleh muzika ormoška, glasbena šola, Kako ste pravzaprav torej vse skupaj to skombinirali s čebelami oziroma ste sedaj svoj čas torej posvečate čebelam? To je samo en del mojega časa, namreč z večjimi stvarmi se ukvarjam. Mogoče bi bilo za gledalce zanimivo, da povem, kako se je sploh s temi čebelami začelo. Namreč v grajskem stolpu, v zidu, je bila ena luknja v gradu, tam smo mi seveda imeli glasbeno šolo in v tisti luknji so zmeraj bile čebele. In takrat še izgleda ni bilo toliko bolezni ali pa so te čebele bile toliko utrjene, da so seveda dvakrat, trikrat na leto rojile. In potem sem pomagal čebelarom, ker je to sedelo kje na veji, blizu glasbene šole. Jaz sem seveda imel vse pod kontrolo ali pa kje na zidu, pa sem pomagal čebelarom loviti te roje, zmeraj so mene za kaj porabili zraven. No, enkrat se je pa en roj spravil precej visoko na grajski stolp, na zid in seveda bilo nobene ni hotel iti po ta roj, Potem smo mi s kolegi pripeljali gasilsko lestev, dolgo gor smo postavili na stolp in tisto zdaj, če malo skrajšam, ker je tudi vse drugo zanimivo, so to postale moje prve čebele. Jaz sem rekel kar grajske čebele. In sem kar par let sem imel potem tisti roj, pa še enega sem lovil, sem imel 2 roja čebel in sem imel grajski med. Seveda pozneje se to čebele malo menjajo, matice moraš menjavati in tako dalje, pa nisem več tega na glas že pisal. To je bilo bolj tak za prijatelje. No, to pomeni, da te grajske čebele ste pravzaprav spravili potem domov? Ja. To so rojile. No, moram reči, da je škoda bilo takrat po vojni, ko so grad obnavljali, po 91. letu, sem lepo prosil zidare, ki so fasado na stolpu tudi delali, da bi tisto luknjo pustili, ker v tistem trenutku notri čebel ni bilo, ampak so se zmeraj vračale, vsako leto je kak roj novi priletel tja, ampak me niso resno jemali in so tisto luknjo tudi zadelali. Luknja je bila nad slemenom tega severnega dela trakta v grad, se pravi zelo visoko in so tudi tisto luknjo dol zadelali, tako je zdaj čebel več v grajskem stolpu seveda ne more biti. To vas je torej spodbudilo, da se torej začnete ukvarjati s čebelarstvom, Ampak verjetno ljubezen do čebel ni dovolj, da človek potem pridela med in vse ostalo. Kje ste se učili? Ja, v glavnem bi lahko rekel mentor, če glih neuradno mentor mi je bil Dejan Bezjak. Njega sem poznal, ker je bil tudi moj učenec, ker sem ga včasih učil harmoniko in sem potem z njim kontaktiral največ. On je tudi mogoče najbolj napreden, najbolj inovativen, pa tudi največji čebelar tu v našem društvu in v okolici. Društvo potem, verjetno je normalno, da se človek včlani v društvo. Je takrat že delovalo v Ormožu? Takrat še ni delovalo v Ormožu, namreč jaz čebelarim zdaj letos 31 let, društvo ima pa 26 let svojega delovanja oziroma 27. Ker eno leto manjka nam namreč v društvu, sedanjem društvu nam manjka en zapisnik. Zgleda, da je tisto leto umrl predsednik Ljubo Lesničar in niso sklicali občnega zbora. Zaradi tega mi nikoli ni štimalo število občnih zborov, pa leto ustanovitve, ki je bilo 1992. Jaz čebelarim 30 let, se pravi malo dalj časa, ampak tisto je bilo res tako bolj za hec, za hobi. Potem pa sem se vključil v društvo zaradi vseh bolezni seveda, ki napadajo čebele, vseh škodljivcev, da dobiš informacije, da se lahko izobražuješ, pa seveda tudi ta srečanja s temi ostalimi izkušenimi čebelarji prinesejo zelo dosti znanja. No, kakšna pravzaprav je naloga oziroma smisel čebelarskega društva? Glejte, po zakonu človek ne rabi biti včlanjen v čebelarsko društvo, ampak mora, čebelar, ne rabi biti včlanjen, ampak mora imeti registrirani čebeljak, pa mora se izobraževati vsako leto za kako zadevo, da je pač na tekočem. Vendar moram reči, da se v Ormožu kar pojavlja, mi imamo precej čebeljarov, ki niso vključeni,
manjših, tudi malo večjih in se je pojavilo že večkrat, se je kakšna bolezen, predvsem huda čebelja gnjiloba in potem moram reči, ker vsi nastradamo, ker je okolje okrog tega čebelarja, mislim, ker je 7 km, ki se čebele ne smejo premikati, ker te čebele so rekli, da 7 km daleč tudi letijo in potem se to lahko prenese na druge čebele in potem smo vsi v karanteni v bistvu, ne, ko bi morali čebele peljati naprimer na Kostanjevo pašo ali pa kam drugam. Tako jaz bi pač priporočal, da se vključijo v čebelarsko društvo. Mi tudi organiziramo potem naprimer zdaj v soboto 9. je v Bjelovaru čebelarski sejem, se organizira tudi prevoz na ta sejem, avtobus bo šel in je potem mogoče malo lažje, pa pač srečaš druge ljudi, pa menjaš izkušnje, meni je to pač najbolj pomembno, ne. Ja, zanimivo, čebelarski sejem, ne, kaj recimo en takšni sejem prinese, recimo, kaj si tam ogledate? Ja, ogromno. Mislim, ti čebelarski sejmi, no moram reči, da zelo dosti ljudi čebelari na področju cele Jugoslavije, zdaj trenutno nimam podatkov, koliko jih je kje, ampak je tega ogromno, ne. In vsi imamo neke probleme, vsi moramo kupovati tudi opremo, oprema tudi se izboljšuje s časoma in moram reči, čebelarski sejem je v Ljubljani, marca, mislim v Ljubljani v Celju, vsako leto marca, to je na sejmu taka gužva, da se skoraj ne moreš premikati, ne, zanimivo. Potem v Bjelovarju, naši so lani šli z avtobusom v soboto, to je prišlo 50 avtobusov naenkrat na sejem in nisi mogel praktično na sejemski prostor. Jaz sem bil v nedeljo, tisto je bilo, tam je malo lažje, ker takrat ni organiziranih, te pridejo samo taki, ki pridejo s svojimi avtomobili v glavnem. No in pa v Beogradu je sejem, največji. Zdaj letos so, ne vem, ali so se dogovorili, ali za nalašč so Hrvati pa Beograjčani naredili na isti dan, 2 ista dneva sejem, tako bo tudi, bosta v bistvu oba sejma prizadeta, ker ne bo toliko razstavljalcev tudi, ne, ker so tudi prišli iz Zagreb, z Beograda in ne vem, škoda. No, kaj pa si potem, recimo, kaj si konkretno vi na takšnem sejmu ogledate? Stare prijatelje srečujete, ali vas gre zanimati, ali poskušate imeti? To so čisto druge zadeve. Naprimer, predlani sem na celjskem sejmu kupil točilo za med, to je precej velika investicija, namreč ta točila so računalniško vodena, same obračajo satje notri in je to res gre zadeva dosti hitreje. To je bilo predlani na celjskem sejmu, potem sem pri istem proizvajalcu v Bjelovarju kupil parni topilnik za vosek, čebelji vosek, mi namreč precej tega voska tudi moramo pretopiti, ker zmeraj menjavljamo satnice in stare satnice počrnele, polomljene ali pa kakve pa potem topimo in potem to prodamo ali pa zamenjamo za vosek. Namreč s tem topljenjem voska je bilo zelo dosti nesreč, ne. Tudi v naši bližini smo imeli taki primer pred 2 letoma, ko je čebelar se v bistvu opekal toliko, da je umrl. Meni se je tudi zgodilo, da najprej sem na sončni topilnik topil, dokler je bilo lepo vreme, ne, seveda to gre zelo počasi, mogoče na 2 dni 2 satnice, ne, in zdaj predlani je bilo dolgo poletje, je še to nekako šlo, potem pa mi je nekaj satja ostalo, pa sem probal kar v štedilniku v kuhinji topiti in seveda se mi je to vse skupaj vžgalo, tako da sem imel kar zakajeno kuhijo in sem rekel, tega več ne morem delati, ne. Zdaj pa imam ta parni topilnik in res gre 15 satov notri, kvalitetno naredo, mislim, tudi zaradi varnosti, ne. Zanimivo, ne? Na kaj vse se mora čebelar pravzaprav spoznati. No, povejva še, da seveda niste slučajno danes oblečeni tako, kot ste, ne? Da je to uniforma. Povejte nam nekaj o tej uniformi. Je nujno, da je rjave barve? Ja, to je predpisano. Čebelarska zveza Slovenije ima pravilnik tudi o oblačilu čebelarjev in tam je določeno v bistvu, kako mora kaj biti. Zdaj, jaz se pač čutim nekako pripaden temu čebelarjenju in sem rekel, ker to tudi precej stane, ne. Sem rekel, to si pa bom res še privoščil, to uniformo. Tudi če gremo kam ali pa imamo kako prireditev, zdaj naprimer ta mednarodni dan čebel smo lani hodili, pa je lepo, če smo urejeni vsi približno, ne. No, sicer v našem društvu imamo samo 2 uniforme, naš praporščak in pa jaz, ostali pa nekako si niso še tega privoščili, upam pa, ki si bodo, no. No, zgodovina čebelarstva je tisto, kar vas še posebej
privlači, torej ste zaokupirani s tem zadnje čase. Pa morda še odgovor, verjetno seveda ne, se ve ali pa ne. Čebelarstvo je vedno bilo nekaj posebnega, ne, v Sloveniji, ta čebelarska društva, neki simbol slovenstva, bi lahko rekli, ne? Ja, to je v bistvu bilo simbol slovenstva, nekaj takega kot gasilska društva, kot tudi Rdeči križ, na primer, ko se je ustanavljalo, tako so bila tudi čebelarska društva. To je bilo tam, ko so se v Avstro-Ogrski začeli narodi prebujati, ko so Slovenci zahtevali več pravic za sebe. Moram pa povedati, da so tudi v Ormožu, pa tu v okolici so se precej se je zmeraj pojavljalo več nemško govorečih ljudi. Se veste, kak je bilo z ormoško šolo, ko so si Nemci zgradili 1900. leta šolo, pa so potem Slovenci 1902. naredili svojega Hardeko in tako dalje. Tako je bilo z gasilskim društvom, tako je bilo vse posod. In isto je bilo tudi pri čebelarjih, ne. Zdaj, prvo čebelarsko društvo, ki je bilo v Sloveniji ustanovljeno, je bilo dvojezično, 1873, takrat so imeli svoje glasilo, ki je izhajalo v slovenščini pa v nemščini. No, pozneje potem pa 1898 je pa bilo ustanovljeno Čebelarsko društvo Slovenije, Slovensko čebelarsko društvo, in takrat je pa bilo samo slovensko po njem dalje, ne. No, zanimivo to, da so že takrat, torej 1873 imeli svoje glasilo, ne, kot pravite. Ja, zdaj glasil je bilo več, s tem, ker je to naše zadnje glasilo, ki je začelo izhajati 1898, to se pravi Slovenski čebelar. To pa je verjetno edino glasilo, ki izhaja zdaj že več kot 100 let, to se pravi 120-121 let izhaja, no. Izhajalo je ves čas, razen leta 1944 Nemci niso pustili, da bi izhajalo, in tisto leto je potem izpadlo. No, to se pravi, letos imamo 120 let potem izhajanja tega glasila. No, ste imeli možnost prelistati, katero to glasilo, tisto staro 100 let morda? Najbrž obstaja kje, ne? Ja, v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani je to na internet se lahko gre in se te glasila lahko pregledajo. Jaz moram povedati, da sem pregledal čisto vse. Od prvega do zadnjega, in to mi je vzelo praktično, ne vem, mesec pa pol časa zdaj. No, na srečo je to glasilo izhajalo samo vsaki mesec. Kajti zdaj sem se pa še probal poglobiti v slovenski narod, ki je tudi izhajal takrat, in pa v revijo, v časopis Slovenec. Ta pa sta izhajala vsaki dan, še v soboto, ne, in to ne moreš nikam priti. To je na leto čez 300 časopisov je šlo, in zdaj da to vse pregledneš je, tako da sem pregledal slovenskega naroda, sem pregledal samo 2003 pa 2004, zdaj sem se pa, moram reči, malo tega naveličal. Ne vem, ker moraš odpreti vsako številko potem sicer z iskalnikom pregledati, ne, ampak mogoče obstoja kakšen hitrejši način, tako moram iti nekam v arhiv pa vprašati, če se to da kak na hitrejši način pregledati. No, kaj je torej pisalo v tistih prvih številkah Čebelarja? Ja, no, moram povedati, to je mašilo, ki ga ne bi smel uporabljati, ne. Kot sem rekel, ko je bilo to Slovensko čebelarsko društvo 98. leta v Ljubljani ustanovljeno, je bilo to malo drugače. To je bilo društvo, potem pa so imeli družine čebelarske v drugih krajih, ki so bile vse članice tega društva. Se pravi, bilo je eno društvo, zdaj imamo mi imamo v Ormožu ne vem koliko društev, ne. In se potem ta društva povezuje v zvezo društev. Tistokrat pa seveda ni bilo tako. In so bili vsi člani, če se je kdo hotel včlaniti, se je v bistvu moral včlaniti v Ljubljansko društvo, in je bilo že z našega področja kar nekaj čebelarov, že prvo leto sta se vključila dva, potem v naslednjih par letih se je potem, no, če samo zanimivo povem, ker se je vključila osnovna šola HUM, kot članica, imeli so tudi popust, šole so imele nekaj popusta tudi pri članarine. Takrat so članom rekli UD, se pravi, da je šola HUM postala novi UD Čebelarskega društva Ljubljana. No, ampak ker je bilo potem to težko komunicirati, so leta 1903, ko je bila pri Svetem Andražu, je bil en seminar za čebelarje,
so se takrat, na tem seminarju je bilo največ čebelarjev iz Ormoža. Sicer niso številke napisali, ampak najbolj množično so se udeležili čebelarji iz ormoškega okraja, piše v Čebelarju, seveda slovenskem. In na tem sestanku traja 2 dni, seveda so imeli tudi večerjo, pa verjetno so kaj spili, so se potem dogovorili, da bodo ustanovili slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko. Se pravi, da bomo imeli svojo čebelarsko društvo, ki bo sicer pod slovenskim, ampak bo to pa kao društvo za Spodnjo Štajersko. In tu so se tudi po moje dogovorili, to sicer ne piše, da bodo čebelarsko družino, se pravi podružnica tega čebelarskega društva za Spodnjo Štajersko, ustanovili tudi v Ormožu. Ta ustanovitveni občni zbor je bil 5.4.1904 na Ptuju, drugi pa že, se pravi prvi redni občni zbor, pa že 29. decembra v Narodnem domu na Ptuju. Tu je bilo prisotnih, na tem je bilo prisotnih, mislim, takrat je bilo v tej ormoški podružnici 41 članov. Na področju tega društva ptujskega je bilo 12 podružnic, ena je bila tudi v Ormožu in Ormoška je takrat štela 41 članov. To piše v zapisniku prvega ustanovitvenega občnega zbora. Se pravi, imamo črno na belem, da lahko rečemo, da je takrat bilo v Ormoži prvič, vsaj koliko sem zdaj šel nazaj, verjetno je bilo tudi prej, ne? Ker moramo povedati, da se je čebelarilo tisočletja, ne? Saj ni to zdaj bilo nekaj novega. Si predstavljate, da ni bilo sladkorja, če si hotel kaj sladkega dobiti, si moral imeti čebele, ne? Da si ali pa kje čebelam nekaj v krastih, v gozdu, v nekaj drevesne duplju ali pa nekaj, ki so pa čebele bile, ne? Ker včasih so čebelarili tako, da so šli čebele pokadili pa oziroma jih kar zaplinili pa in med pobrali, tako, in to v naravi, ne? Potem, da so lahko bliže prišli, da so imeli to doma, so si potem te pletene koše in pa tudi izdolbena drevesa postavljali doma okrog hiše in so potem tam imeli čebele, ne? S tem, da je bilo to tako čebelarjenje, da so čebele zmeraj pobili, potem ves med vzeli ven, pa ga v stiskalnici stiskali, da je potem med stekel, ostalo pa so zavrgli, te pa so iskali naslednji roj nekje, pa so se roj vlovili, ne. Danes je seveda to čisto drugače. No, kdaj bova potem nadaljevala, samo obstaja kakšni podatek, kdaj torej so začeli ljudje doma torej skrbeti za čebele? Ja, tega podatka sicer nisem zasledil, je pa na primer 30 000 let stara slika v eni jami v Španiji, kjer je na sliki narisano, kako kradejo čebela med, se pravi, to se je zmeraj v zgodovini dogajalo. Zdaj podatka, kdaj so začeli, verjetno je to čisto različno. Moj dedek je meni povedal, da so včasih imeli pri vsaki hiši čebele. Seveda, zgleda, to ni bilo tako zahtevno, ne. Če so hteli imeti kaj sladkega, če so si hteli sladkati, so morali imeti čebele. Je pa zanimivo, da so našli v eni jame blizu Kopra, so našli človeško zobovje, za katerega so ustanovili okostje in tam je bilo tudi zobovje, za katerega so ugotovili, da je staro 6500 let. In zdaj pred kratkim so italijanski arheologi to zobovje pregledovali in so ugotovili, da ima plombo, se pravi, da ima zobno zalivko nareto iz čebeljega voska. In da je bila že ta karies, da je že precej globoko prišel, da je to moralo človeka boleti in je imel potem zalito s čebeljim voskom, to je staro približno 6500 let. In so posebej pregledovali zobovje in posebej pregledovali ta vosek in je datum štima, se pravi, isto staro je vse skupaj. Torej so ljudje dobro vedeli, ne? Kaj vse dobrega nosijo čebele in kaj vse. No, ostala sva pri letu 1904. Kako pa se je potem to našo ljubo čebelarstvo na tem našem območju razvijalo? Ja, sorazmerno uspešno. Zdaj, ko jaz to gledam v zgodovini, se pravi Avstro-Ogrsko, potem Kraljevino in pa Jugoslavijo, potem se mi zdi, da so čebelari najbolj zadovoljni bili v Avstro-Ogrski, da je takrat bil neki red, da je bilo tudi naše področje slovensko je bilo zelo veliko, to so se bili vključeni seveda v to čebelarska društva, so bili vključeni tudi čebelari, ki je danes so pod Avstrijo. Imeli so na Dunaju svoje ljudi v Gradcu, tako, mislim, bolje je bil verjetno grad slovenski kot kateri drugi.
In je čebelarstvo šlo sorazmerno enostavno, ne. Nisem še povedal, da je bil te čebelarske podružnice za Ormož in okolico, se je reklo, ne. To je zgleda takrat bilo tudi v navadi, ker je tudi gasilsko društvo Hardek, se je reklo gasilsko društvo Ormož okolica. To pa je bilo za Ormož in okolico, je bil 30 let predsednik Domicijan Serajnik. To je bil učitelj na osnovni šoli Ormož. Po 30 letih, zdaj koliko jaz to sledim, se mi zdi, da je obupal ravno zaradi hude čebelje gnilobe. Imeli so namreč en problem. Oni so takrat kot društvo, mi danes rekli, kupovali nekatere zadeve skupaj. In so imeli točila za med, imeli so stiskalnice za te satnice in tako dalje in to so si vsi posvojali. In to je bilo najhuje ravno, da so se s tem razširili te čebelje bolezni. Ne? Danes mi rečemo, da čebelar ne sme nič posoditi nobenemu, ne? Da ima vsaki za sebe, glih zaradi tega, da se ne bi kakšne bolezni širile. In potem je po 30 letih, se pravi 33. leta, je potem Domicijan Serajnik nehal čebelariti, je zgleda, da je obupal. In potem je prevzel predsedniško mesto v bistvu moj dedek, Ivan Hanželič. Pri njem sem jaz seveda te panje videl na podstrešju, ampak nikoli ni hotel nič o tem govoriti. To sem zdaj prvič zasledil, da je on bil tudi predsednik društva. Ta predsednik društva je bil 5 let, potem pa je postal predsednik društva, bi rekli danes ravnatelj osnovne šole Velika Nedelja. Takrat so rekli nadučitelj, ne? Gospod nadučitelj. In se je v bistvu sedež društva Ormož okolica preselil v Veliki Nedlji, ne? Se pravi podružnice. In od takrat dalje so se naši ormoški... No, kdo je bil takrat predsednik, ta učitelj iz Velike Nedelje? Imena niste? Zdaj ga moram najti, če imam kje napisano. Ivan Hanželič. Ga ne najdem zdaj, če pa ga bom našel, bom povedal. No, dobro. Imam jaz tega gradiva precej, zdaj sem si probal tu nekaj dati, nekaj izvlečke. Napisal sem že 90 strani in je zdaj to malo vse zgubljeno. Zapomniti pa si tudi vsega ne moreš, pa malo tak je nenavaden primek. No in takrat so se začeli ti naši ormožanci nekateri malo slabo odeleževati teh sestankov in so včasih v zapisnikih kar napisali, da jih je vzela zima, mraz in tako dalje. Moram reči, da so bili kar duhoviti. Namreč tudi ti zapisniki takrat zanimivo niso pošiljali vabil, izgleda, na občne zbore, ampak so to vabilo objavili kar v Slovenskem čebelarju. Pričakovani, da si bodo vsi to prebrali. In potem, če je bil, nehče se je moral spet žrtvovati, da je potem napisal to tudi poročilo v Slovenski poročevalec, Slovenski čebelar, kaj se je na tem občnem zboru dogajalo. Ne? In so bili prav duhoviti, v glavnem Ormoške je vzela enkrat zima, mraz, pa ni bilo nobenega. Ne? Potem je to šlo do Prve svetovne vojne nekje. Prva svetovna vojna ni naredila neke velike škode v bistvu v čebelarstvu, ker takrat so se vojne dogajale samo na frontah, v notranjosti so manjkali samo čebelari, to je bil problem, ne, da so čebelari morali iti vojsko in je potem so čebele trpele zaradi tega ali jih je vzel do druge. V glavnem neke velike škode ni bilo, potem pa se seveda po Prvi svetovni vojni pa se je potem to nadaljevalo v bistvu. In je kar šlo naprej. Zdaj jaz imam tu vse napisano, koliko je bilo kje čebelarjev in tako dalje, samo pa koliko so imeli satja, ampak verjetno to gledalcev ne zanima, koliko je katero leto bilo članov. No, med tem časom so tudi v Središču ustanovili in sicer leta 1919 so v Središču ustanovili svojo podružnico čebelarsko, mislim, da so jo 1909 ustanovili pri Svetem Tomažu, vendar pri Svetem Tomažu je delovala samo do Prve svetovne vojne, se pravi samo do 1914. Središčka pa je seveda delovala do leta 1923, takrat pa so tudi ni več poročila in jih spet ni, ne.
potem pa so ustanovili spet leta 1925 čebelarsko podružnico. No, ta ormoška je seveda delovala, naprimer tu zdaj imam 39. leta, je imela 25 članov, se pravi čebelarska podružnica Ormož Velika nedelja, se je takrat rekla, je imela 25 članov, Središka pa 19. No, ki sem glih pri tem podatku leta 1939, je bilo naprimer na slovenskem področju 2411 čebelarjev, od tega je bilo 241 čebelarjev učiteljev. Se pravi, učitelji so bili tu zelo pomemben faktor širjenja tega čebelarstva in koliko sem zasledil, so imeli na študijo za učitelje, ko so se učili, zato so imeli tudi predmet kmetijstvo in pri tem so imeli zgleda tudi čebelarstvo. Zaradi tega je pač bilo toliko učiteljev in v glavnem so učitelji tudi vodili vsa ta društva oziroma podružnice. To se pravi 241 učiteljev, 49 duhovnikov, 256 uradnikov, 280 obrtnikov, 39 železničarjev. Železničarji so tudi zanimivi, kajti oni so imeli tudi svojo čebelarsko zvezo. Železniških čebelarjev so še bili tam člani, to pa zaradi tega, da so dosegli na železnici cenejše prevoze čebel. Namreč takrat so čebele na pašo, če so jih kam dalje vozili z vagonom na vlaku, ne? In oni so dosegli železničari pri železnici, da so jim dali za to popust in to je izgledalo tako, da so dali poseben vagon, na katerega so čebelari naložili te panje, potem so pa ta vagon preklopili potniškim vlakom. To pa zaradi tega, ker potniški vlak šel hitreje in je hitreje prišel na cilj, ne. Seveda je to bilo dosti zanimivih stvari se je dogajalo okrog tega, enkrat je en vagon iztiril in tako dalje s vsemi čebelami. No, zakaj pa so jih vozili? Vozili so jih v glavnem na ajdovo pašo. To je nekaj neverjetnega, koliko so pri nas takrat ljudje sejali, se pravi že pred prvo svetovno vojno, tako dosti pa tudi po prvi svetovni vojni do druge svetovne vojne se je sejalo ogromno ajde. In ta ajda je zelo medila. To je zanimivo, ker danes se tudi seje ajda, pa ne medi. In so z cele Slovenije so vozili na ormoško-ptujsko področje čebele na ajdovo pašo in to je bilo meda baje grozotnega, ne. In zanimivo, ajda cveti pozno v jesen oziroma v jesen in je to bilo tisto tudi zaradi časa so lahko čebele preživele, če ni bilo sladkorja, se pravi, da so si nanosile hrane za zimo in da so potem to tudi pustili delno v čebeljaku notri in so čebele zaradi tega lahko preživele. Danes, naprimer, ajde sicer spet nekaj sejemo, ampak medi pa čisto nič in to se je že začelo dogajati pred drugo svetovno vojno. So že ugotavljali, da ajda več ne medi, to se pravi, nekaj so morali narediti s temi semeni, nekaj zamenjati in to je velika škoda, ne, za čebelarstvo. Naprimer, jaz, če mi ne bi en prijatelj v Murski Soboti, ki so pred Mursko Soboto je bilo, mislim, da 3 leta nazaj, 35 hektarjev skup ajde posejane, ne. In je en prijatelj imel tam tudi čebele in mi je dal 1 liter ajdovega meda, drugače ga nikoli ne bi videl, ne. Mislim, vse do zdaj ni, ne vem. No, morate vedeti tudi, da takrat ni bilo agacije, ne. Akacija je tuja rodna vrsta in so jo v bistvu čebelari so jo to razsejevali okrog. To so bile velike propagandne akcije in so organizirala tudi Čebelarska zveza. No, tu moram posebej spet pohvaliti Središče, oni so tu ogromno naredili na tem področju te agacije in tako smo mi agacijo dobili, ne, saj agacije včasih ni bilo. Pri nas je zdaj, bi lahko rekli, gnavna paša za čebele agacija, ne, ampak to je spet na pomlad, ne. V jesen pa ni praktično nič. Zanimivo. Kar veliko tega smo se naučili sedaj že, no? Kako pa je potem bilo med vojno, med drugo svetovno vojno? Ja, med drugo svetovno vojno je pa bila res velika kriza, ne. Ta vojna je potekala v bistvu na vsem področju. Primanjkovalo je tudi lesa, ljudje so šli v vojno, čebelarjev ni bilo. In čebele so tu trpele, no, so tudi podatki, da so vojaki kar razdrli čebeljak, pa so si kurili s temi drvami, da so se greli, ker pač ni bilo drugega. In je zelo upadlo. No, povedati pa je treba tudi to, da so okupatorji, se pravi na našem področju Nemci, v zahodni Sloveniji Italijani, so pa imeli velik interes za med.
In pri Italijanih je zanimivo to, da sploh niso prepovedali, da bi izhajal slovenski čebelar. So ga do kapitulacije Italije je slovenski čebelar na ljubljanskem področju redno izhajal v slovenščini, ker niso hteli tega zatreti, ker so pač rabili med. Nemci na našem področju tega seveda niso dovolili, se pravi, čebelari pri nas niso mogli dobivati slovenskega čebelarja, so pa imeli neke druge organizacije, to še zdaj sicer točno nima raziskano, in so zelo podpirali tudi čebelarstvo, dobavljali čebelarom med, seveda pod pogojem, da je vsaki čebelar, med sladkor za hranjenje čebel, pod pogojem, da je vsaki čebelar oddal toliko pa toliko medu po panju. Se pravi, bil je pogoj, da si potem sladkor dobil, ampak nekateri pravijo, da je bil red, tudi tržišče je bilo veliko in tako dalje, samo pač ni bilo čebelarjev, pa bilo je vse v nemščini. Tako jaz nisem bil tam, zdaj točno ne vem, kak je bilo, ampak eni pišejo tako, drugi drugače, tako da ne vem. Odkot pravzaprav imate vse te izsledke? Ja, največ izsledkov je slovenskega čebelarja. Slovenski čebelar je tudi povzemal med vojno nekatere članke iz nemških časopisov čebelarskih, tako da smo delno zvedeli tudi, kaj se je dogajalo. Naprimer, 43. leta je bila v Mariboru velika čebelarska razstava, mislim velika. Takrat so rekli velika, če jih je to bilo mogoče 4x6 metrov ali pa malo več, koliko sem po slikah videl. In so naredili Führera z čebeljega voska, pa kljukasti križ iz čebeljega voska in so bili zelo pohvaljeni, vsi so bili strašno ponosni. Pač ljudje so različni, vsak je to malo drugače gledal. Ja. No, kako daleč pa ste torej sedaj prišli s to zgodovino? Ja, jaz sem zgodovino, mislim, da končal. Zdaj, po drugi svetovni vojni je bilo zanimivo, spet je država bila zainteresirana za med. Ampak je bil velik problem, je bil sladkor. In zanimivo, ker so rekli takrat, da so čebelari, takrat so rekli, po drugi svetovni vojni so čebelarje, večje čebelarje smatrali kot privatnike, kot kapitaliste in to seveda ni bilo zaželjeno. In so pač predlagali, da se ustanavljajo, oziroma kar prisili ljudi, da so ustanavljali zadruge, da so se čebelari vključevali v kmetijske zadruge, se pravi, čebela so bile živina, isto kot vse drugo in so bili člani kmetijske zadruge. To nekako ni najbolj uspevalo, zato so imeli neke sekcije, pa čebelarske zadruge pri kmetijskih zadrugah. Pač je bil taki je bil čas in je bilo tako, zdaj manjše čebelarje so pustili na miru, tisti so lahko delali svoje, vendar je bil problem sladkor. In oni so postavili, ne vem, da si kilo pa pol sladkorja, da za kilo pa pol medu si lahko kupil kilo sladkorja. Se pravi, če si oddal kilo pa pol medu na pomlad, si lahko potem dobil kilo sladkorja, s tem, ker še tega sladkorja ni bilo. Te so probali dobiti sladkor ceneje. Ampak se je država bala, da bodo zdaj ta sladkor prodali ali da se bodo kavo sladkali in so razne primesi mešali sladkorju. Največ so mešali sladkorju žagovino in seveda zdaj, če so dali kako hrastovo žagovino, je to vse postalo črno za čebele, to ni bilo zdravo in tako dalje. Se pravi, samo taki sladkor si lahko dobil denaturaliziran, so rekli. In to so bili res veliki problemi. Dosti čebel je tudi propadlo, en čebelar piše, prav se pritožuje na državo, češ, imel sem toliko čebel, prosil sem vas za toliko sladkorja, pa mi ga niste dali, zaradi tega mi je toliko čebel propadlo, država je dobila toliko manj medu, ki ga rabi, ker nekaj časa so med izvažali, tudi je bilo, po planu je bilo, da morajo 40 ton zdaj izvesti, naprimer je trebalo 40 ton meda takoj dobiti skupne. In on krivi državo, češke država kriva, da zdaj je država toliko na zgubi. No, naslov članka je pa taki, kdor ne oboga ga tepe nadloga. Država me je seveda odgovorila v časopisu, da je kriv on, da bi on moral te slabe družine združevati, da bi potem prinesle več meda, da ne bi rabil toliko sladkorja in tisto malo sladkorja, koliko pa je dobil, pa je bilo potem zadosti, da bi teh malo njegovih čebel, ne 10-krat več, kot jih je imel zdaj, preživeli. Tako da nisi mogel nič sromak, dobro je htel, ampak je smešno izpalo potem vse skupaj. No, tu moram povedati, tudi to mi je gospod Balažič izpovedal, ker sem bil tudi pri njem, da so naša zadruga, se pravi Ormoška, verjetno, ne vem kjera, je v Jeruzalemu postavila takrat 2 velika čebelarja po 100 panjev.
In je njegov oče v teh čebelarjev, on je bil prej vinogradniški delavec, te pa so ga prekvalificirali v čebelarja in je bil v službi na zadrugi in je čebelaril z temi 200 panje. To je bilo tu na našem področju. Ne. Zdaj, na nesrečo, mislim, ali pa na srečo, kaj jaz vem, tu pri nas je bilo tudi zanimivo, pri nas je bilo najhuje. Zdaj, kdo je bil glavni, točno ne vem, na mariborsko-ormoško-ptujskem področju so praktično prepovedali čebelarska društva. Nekaj časa to ni bilo zaželeno in če si bil v čebelarskem društvu, to ni bilo v redu in tako dalje. Ne. Take, spet so bili različni pogledi na to, ene so zadruge zagovarjali, zadruge so tudi skrbele za to, da za čebelarsko opremo, da so čebelari lahko kupovali nove panje, to je bilo res nekaj, to je pa bila pač edina takrat organizacija. No in potem se je pač zgodilo, da so te čebelarske zadruge, ki zdaj pri čebelah je pač tak, da ti ne moreš planirati 5-letno, koliko boš meda prinesel, ker je to, nimaš toliko vpliva na to, lahko narediš vse dobro, pa meda ni, ne. In to seveda se tem oblastnikom verjetno takrat ni dopalo, ker zdaj pa oni so toliko vložili v to in toliko zdaj pa ni medu, ne. In so potem tam okrog 70. leta potem s tem nehali in takrat so se spet začela razvijati v bistvu ta čebelarska društva in čebelarska zveza je spet imela svoj pomen, tako kot nekoč. Koliko pa še je recimo na tem našem ormoškem območju pričevalcev, no? Starejših čebelarov, ki so vam najbrž tudi marsikaj povedali? Ja, zdaj, starejših čebelarov nas nekaj je, ne? No, mislim, najstarejših. Najstarejše, jaz sem obiskal 3 najstarejše, mene je predvsem zanimalo to stanje po vojni, ne? In mi imamo v društvu 3 take, ki so stari 90 let, oziroma bodo letos že 91, to je Anton Podgorelec, je letos star 90 let, Alojz Balažič je pa Jože Polenko, ki sta pa bila lani stara 90 let in se zdaj približujeta 91. Njih sem obiskal in sem pač se pogovarjal o tej zgodovini, vendar možje nimajo nekih datumov v glavi in se bolj lahko pogovarjaš na splošno, kak je začel čebelariti, ne, so to tudi zanimivi podatki, dočim nekih datumov pa to pa seveda ne moreš zvedeti. No, kot sem rekel, Alojz Balažič mi je povedal to zadružno čebelarstvo, kako je bilo, no, člani so pa oni bili v ljutomerski društvu, ne, niso bili v Ormožu, ker so bili doma v Jeruzalemu in so bili ves čas tam. To se je tudi pri nas dogajalo, ne, naprimer Kok, pa ta del Slovenskih Goric, Jeruzalem, pa to so vsi bili člani v Ljutomeru, tako niso bili člani v Ormožu. Nekaj jih je bilo članov v Središču, Velkonedliščari so se potem po drugi svetovni vojni so tisto Ormož spustili ven, ne, in so rekli, ker so oni podružnica oziroma družina čebelarska Velika nedelja, ne. Ormožanci so pa takrat mogoče malo izveselili, ampak imamo kar nekaj podatkov, da pa je društvo tam v 70. letih pa to bilo, ne. Tudi izobraževanja, ki so bili naši prisotni in tako dalje, so ves čas. Tako jaz pač si upam trditi, da se čebelari organizirano v Ormožu od leta 1904. Ja, zanimivo je vsekakor. Kaj pa boste sedaj z temi vsemi izsledki? Pričakujemo torej lahko kakšen zbornik, kakšna posebna predstavitev tega zbornika? Glejte, zdaj zadeva je taka, ne, jaz ugotavljam zdaj posebej, ko to raziskujem, ne. Moram reči, da je slovenski čebelar včasih objavilo dosti več statističnih podatkov kot zadnja leta, ne. In zdaj, na primer, zadnja leta v slovenskem čebelarju nekaj, kar bi bilo za zgodovino uporabno, je tega zelo malo, ne. Tako da moram tudi njim napisati neki dopis pa reči, naj vsaj enkrat na leto objavijo statistično poročilo, kje so čebelarska društva, pa koliko članov je, pa koliko panjev je, ne. To bi bilo zanimivo, ne. Saj država tudi ima vse te podatke, ker smo vsi registrirani, pa vsi moramo 2-krat na leto poročila davati, da bi bila ta poročila nekje objavljena, ker potem kar naenkrat zmenka in ne veš, kje je bilo včasih, je pa bilo to zelo natančno zmeraj napisano vsako leto, ne. In se je dalo tam tudi dosti tega dobiti. No, jaz v glavnem ugotavljam zdaj, če nekaj ni napisano, če tudi vas novinarjev ni zraven, potem je to tako, kot če ne bi bilo, ne. Za zgodovino se ni nič zgodilo, ne. In papirje, ker se je to zmeraj selilo, malo smo bili člani tam, malo tu, enkrat je bil tajnik eden, drugič drugi, zdaj koliko so sploh zapisnike pisali, nam ni znano. Mi v glavnem dokumentacije od 1902 do 1992. leta nimamo. Nič. Iščemo okoli, to so vse zdaj sorodniki, deca, vnuki pospravljali tem starim možem in so to v glavnem zmetali stran, ne.
kar nekaj sem že obiskal, pa še zmeraj pravim, če boste kaj slučajno našli, mi dajte, ne, da bi imel neke dokumente, da bi se dali kakšne fotokopije narediti ali pa kaj. Zato bi mogoče bilo fajn, da bi se kakšna brošurica izdala na to temo, če ne prej, mogoče leta 1922, ko bomo imeli, oziroma 1904, ko bomo imeli potem 2024, Ja, ko bomo tako je. imeli potem Ja. 120-letnico društva, to bomo že morali, zdaj 100-letnico smo seveda To zamudili. ni ne. tako zelo daleč, ne? Ja, seveda ni, Ta zdaj čas smo, bo to je 4 leta, 3-4 leta, ne. Ja, vsekakor bi bilo dobrodošlo, upam, da vam bo uspelo, da boste našli sponzorja. Ja, to ne bo verjetno taki problem, zdaj še Ja. treba je najti tu kako slikovno gradivo, kakšne fotografije, da se lahko dodajo, predvsem za ta zadnji del, ne. Ostale bomo pač kakih časopisov vun pobrali ali pa kje. Fajn bi bilo, ne, ker potem nekaj ostane. Jaz sem to do zdaj zmeraj delal, tudi sem delal knjigo za pihalni orkester, potem za 50-letnico šole in tako. Če nekaj napisano, potem nekaj se ohrani, ne. Drugače pa ne. Vsekakor je upravljeno veliko delo, ne? No, za konec pa še gospod Petek, glede na to, da ste tajnik Čebelarskega društva Ormož, koliko vas je članov in koliko panjev torej zdržujete oziroma za koliko panjev Panjev ne skrbite? bi mogel reči zdaj trenutno koliko, ne. Nisem tudi spraševal zdaj članov, koliko imajo, nekateri mogoče tudi malo so bolj skrivnostni, pa tudi ne povejo. Članov nas je zdaj na tem občnem zboru, nas je bilo 48. To je kar lepa številka, nikoli v zgodovini nas ni bilo toliko, ne, koliko sem nazaj pregledal. Moram reči, da vsako leto prihajajo novi, tudi mlajši, kar me zelo veseli, ker tu je bolj včasih bilo tako samo za starejše možakarje, se mi zdelo to čebelarjenje, ne, pa smo tudi tako bili, zdaj pa kar prihaja dosti novih, pridnih, nadebudnih, naprednih, tako da mislim, da je tu kar bodočnost zagotovljena. No, ne vseeno povem, takrat na vašem občnem zboru je predsednik dejal, da je okrog 2500 panjev tukaj na tem našem ormoškem območju, glede na to, da ste združeni, mislim, z čebelarji občine Sveti Tomaž, Ja, ne? občina Sveti Tomaž nima svojega društva, ima pa kar nekaj čebelarjev. Zdaj, jaz kot pravim, tega podatka ne vem, imamo pa mi tu tudi čebelarje, ki imajo 500 panjev, na primer, ne. Ja. No, koliko jih imate vi? Niste Jaz jih povedali. imam 12, zdaj upam, da bodo No, to preživeli. ni tako malo. Ja. No in koliko medu se torej to pridela, recimo? Ja, to pa težko reči. Od nič do dosti. Eno leto do zdaj. Kaj jaz čebelarim je bilo, samo se zdaj ne spomnim, katero leto, je bilo toliko medu, ker me je bilo kar groza, kam bom žim, ne. Na srečo ga potem ali na nesrečo ga naslednjo leto ni bilo med, pa veste, ker drži tudi 1000 let, ker smo potem tiste zaloge porabili, pa tudi prodali. Žena je bila kar nervozna, kaj bomo s tolikim medom, ne. No, od čega je pravzaprav to odvisno? Od To je paše? odvisno od paše, pač kaj čebele, ne, no, odvisno je od paše, kakšna letna je, se pravi, zdaj to strašno, različne zadeve so, ne, če je na primer presuho, zdaj če gremo, najprej imamo ta pomladni cvetlični med, ne, tisti je meni zanimiv pač, ker tam takrat vse cveti in čebele vse te mede mešajo oziroma vso to medičino mešajo in dobijo zanimiv med, pride iz tega. Tudi je različen po okolju, kje čebele so, ne, se pravi, kaj v tistem okolju cveti, ne. Potem zdaj pač imamo agacijo, ki je včasih ni bilo, je kar precej agacije, ne, pri agaciji je, če je presuho, prevetrovno, potem se nekako posuši ta medičina in je tudi nič. Če je deževno preveč, potem je tudi nič. Mora biti glih prav, ne? Da je zadosti vlage, pa da ni preveč vetra, pa da potem čebele to lahko nanosijo. Potem je kostanj, pri nas nekaj dosti ni, ne? Prinesejo čebele tudi, kaj vse med ima okus po kostanju, dosti krat tudi te, ko imamo doma. Jaz sem namreč zadnja leta vozil na više gor nad Maribor, nad Kamnico, na tej strani na Kozjak v bistvu čebele, na višino 500-600 metrov, tam je zelo dosti kostanjev in sem tam dobil potem kostanjev med, pri nas pa ga je malo, zdaj pri kostanju je problem, tudi tam pa ga dež spira. Kostan ima taki cvet, da sicer dolgo cveti in se tisti cveti dolgo odpirajo, ampak tistega, katerega dež spere, tisti več ne medi. Potem treba počakati 2-3 dni, da se naslednji cvet odpere in če je lepo vreme,
potem lahko tam nekaj meda nanosijo. Je pa problem, ali pa ni problem tudi v tem, da istočasno zmeraj cveti tudi lipa, kot cveti kostan, in čebele zmeraj mešajo. Čebelam ne moreš reči, danes pa nosite samo kostanja med, drugi teden boste pa nosili lipov, ne. Meni se celo zdi, da čebele rajši grejo na lipo, če je kje lipa zraven, pa potem mešajo kostanje pa lipo med, tako kostanjevega čistega meda je zelo težko dobiti, zmeraj nekaj lipe, ne. In zdaj se mi je že zgodilo, da je ženska, ki je prišla po med, rekla, ja, to pa ni kostanjev med, ker je presvetel, ne. Res je, sam čisti, več je kostanja, bolj je temen, več je lipe, pa ga dela svetlejšega, ne. Samo to pač tako je, to ne moreš določiti, tudi vsako leto je malo drugače, pa pač kaj pač ne cveti tam okrog, ne. Jesen pa je pač problem pri nas, jesen pa ni nič, ne. Zdaj ta zlata rozga se je sicer razširila tu na našo področje, ne, in pa, ne vem, dol za Dravo je zanimivo, ker je zmeraj nekega plevela, pa nečesa. Ta zlata rozga kar medi, no, potem tudi oljna repica, na primer, ne. Ajda pa ne, ajdo zadnje čase sejajo, jaz sem tudi peljal čebele že na ajdo, pa so mi skoraj umrle od lakote, če jih ne bi šel hraniti, bi se slabo končalo. Tako, veliko zadovoljstva, veliko uspeha torej pri pisanju, pri raziskovanju zgodovine, pri čebelarjenju seveda vam želimo in najlepša hvala za odmerjen čas. Zelo zanimivo je bilo. Hvala lepa. Včasih smo imeli čebelarski pozdrav zum zum na koncu. No, zum zum. Mi pa danes rečemo naj medi. Naj medi. Hvala lepa. Hvala naj vam. medi. Tako, hvala lepa, spoštovane gledalke in gledalci. Verjamem, da ste uživali tudi ob zgodovini čebelarstva v Sloveniji, predvsem pa na tem našem ormoškem območju. Bodite z nami tudi prihodnji teden, se pravi čez teden dni, ko pa bo naša gostja Alenka Janžekovič-Čurin oziroma Čurin Janžekovič. Govorili pa bova o temi, ki se zadnje čase kar veliko piše o njej, in sicer o avtanaziji, pa naj vas malo za uvod spomnim, Wikipedija namreč navaja, da je to medicinska pomoč pri umiranju ali medicinska pomoč pri samomoru. Ja, tema ne bo ravno prijetna, ampak je prav, da se pogovorimo tudi na to temo in torej slišimo, kakšno mnenje ima Alenka Čurin Janžekovič, ki si prizadeva za to, da bi se evtanazija v Sloveniji uzakonila. Tako, vidimo se čez teden dni in vse dobro ter srečno. Do takrat.